50 leti je Bog staršem poslal sina, sestricama pa bratcem. Njihov dom se je napolnil z veseljem, radostjo, srečo. In dali so mu ime Jožef. Starši so se morda kdaj spraševali, le kaj neki bo iz tega otroka. Gotovo pa so zanj molili, prosili Jezusa, Marijo, njegovega krstnega zavetnika, in ga priporočali angelom varuhom v varstvo. In postal je duhovnik. Duhovnik v Božjem vinogradu, ki zdaj deluje tukaj med nami, ki smo ga mi veseli in nad katerim ima tudi Bog veselje. Gospod župnik, ko ste se rodili, so vsi popki po drevju se razcveteli. Ob vašem krstnem kamnu drobni ptički so zapeli. Danes pa se večkrat, kakor Abraham, odpravite na goro, le da namesto drv za žgalno daritev vzamete s sabo padalo, tako da vam ni treba nazaj peš, ampak se preprosto pripeljete. Kakor se orel poleti iz skalne pečine in poleti po prostranem nebu, tako se tudi vi prepustite vetru in opazujete svet pod seboj. Opazujete in se zahvaljujete za to čudovito Božje stvarstvo. Tudi za tak košček kraja pod Triglavom na sončni strani Alp. Morda se vam je kdaj zahotelo in ste pomislili, kakor učenci, ki jih je Jezus vzel na goro. Lepo nam je tukaj, postavimo šotore, a vendar tu vas čakamo. Čakamo na vas vaš prijazen pozdrav, iskren nasmeh, pogumno in odločno besedo vere, upanja in ljubezni, pa velikokrat tudi besedo tolažbe. Ob vaših predigah pa se počutimo, kot da smo v varnem kotu za pečjo v topli sobi, medtem ko zunaj divja vihar. Ne želim vam življenja vrtnice, prekratko bi bilo. Niti življenja zvezde, bilo bi predolgo. Želim pa vam, da vaše življenje še naprej odseva lepota vrtnice in sijaj zvezde, ki kaže neutni pot. Če je bilo kdaj kaj narobe, pozovite udarce skleče, ki srce so vaše ranili. In pomnite, dnevi sreče nazaj se bodo vrnili. Daritev bodi vam življenje celo. Oltar najlepši, pa naj bo še naprej vašega srca oltar. Bog vas živi.
in pri prošnji za polnost bivanja pri Bogu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Na začetku iskrena hvala za pozdrav ob današnjem dnevu, ki je dan zaznamovan z dvema dogodkoma. To je praznik hvaležnosti za življenje, ki ga živim, pa tudi hvaležnost za življenje Svetega Očeta, ki smo ga imeli. In ko sem skozi dan razmišljal, tudi spremljal pogreb Svetega Očeta, sem vedno bolj začutil, da praznovanje, ki je tudi obletnica življenja, je primerno ob oltarju. In tako zahvala za Svetega Očeta je bila pri oltarju. In ne bo tudi zahvala za teh 50 let, tudi pri oltarju skupaj v daritvi, ker nam Bog daje življenje. In Bog vodi naše življenje in Bog najbolj ve, kaj je najboljše za nas. Prav s to notranjo držo stopimo v to daritev. Danes jo bomo darovali za pokojno Marijo Urnar na prvo obletnico smrti, za pokojnega Janeza Vrbančiča, za pokojne starše in brata Urbas, pa ne bo tudi naša notranja drža molitve za pokojnega očeta v hvaležnosti, da smo ga imeli. In gotovo ostaja z nami na drugačen način v povezanosti v naših molitvah in pri daritvi svete maše. Da bi vredno vstopili v to skrivnost evkaristične daritve, na začetku prosimo Božjega usmiljenja.